To je pa narobe, ali pa jaz bi raje drugače. Pozdrav vsem pa moji dragi gosti, Gaji Finač, živijo. Živijo, lep pozdrav. Sva v Mariboru in sem te skoraj dobesedno snela z Vajs predstave Janko in Metka, ki bo premiero doživela letos novembra. No, prejšnji petek pa sem bila dan po premieri in to krstni izvedbi v mini teatru Morske deklice naše mlade dramatičarke Nine Kuclar-Stikovič in gre v bistvu za drugo dramsko besedilo, ki nastaja v nizu 3 kot reinterpretacija Andersenovih pravljic, potem kdaj drugič. Vi, Gaja, ste Morska deklica. Študij je bil zelo dolg, zelo intenziven, kar izpričuje tudi sama uprizoritev. Seveda zato pa najprej čestitam za igro vam in vsem ostalim dekletom in tudi fantu Petru. Tako, najlepša hvala. Takoj prvo vprašanje, kako se počuti mlada igralka, ki takole čez vikend dobesedno preskoči po premieri gledališke predstave v nov dramski tekst oziroma kontekst? Gaja igralka se v bistvu počuti odlično, zaradi tega, ker se zavedam, da nobeno delo, noben projekt, ki ga dobim, ni samoumeven in sem zaradi tega hvaležna, da lahko v bistvu tako skačem iz enega projekta na drugega in mi daje tudi neko zdravo samozavest, ker se zavedam, da je moje delo cenjeno. Vesela sem, da me opazijo, da si želijo delati z mano, da cenijo to, kar počnem in posledično je to zame pač zelo fino, taka velika pohvala in čast v bistvu. Gaja človek bi pa mogoče rabila kakšen vikend, da si malo čisti glavo, da se malo umiri ta popremierski adrenalin in da gremo v bistvu malo bolj s čisto glavo, z mirnim telesom v nov študij. Ampak mislim, da bolj pretehta dejstvo oziroma veselje ob tem, da imam veliko za delati. 15. novembra moja naslednja premiera in pa potem 15. ali pa 17. januarja naslednja, ne vem točno, ampak nadaljujem po Janku in Metki z naslednjim študijem v SNG Mariboru. Delamo od Jančarja roman in Ljubezen tudi, ki je tudi letos maturitetni roman. Luka Marcen bo režiser, igram glavni ženski lik Sonjo in tega študija se res zelo veselim, ker voham tukaj en velik kreativni izziv. Veselim se, da bom bolj spoznala tudi to gledališče, ta ansambl, bomo kar velika zasedba, tako da ja, mislim, da me čaka ena zelo taka plodna sezona. Za vami, tik za vami pa tudi je, ne? Gledala sem vas v Beograjskem triu, v APT teatru v Novem mestu, pri Matjažu Bergerju, kjer ste izjemna, ne? To tudi sami veste, ker so bile kritike odlične. Torej, letos se obeta, ne? Bolj gledališka sezona kot pa film, oziroma filma tako rekoč na horizontu ta hip ni. Ne, ta hip filmskih ali pa TV projektov oziroma snemalnih projektov ni. Tega sicer v zadnjih 2 letih kar nekaj, ker sem snemala zelo dolgo tudi slovensko popularno TV serijo Skrito v raju. Ampak ja, ta moment je bolj gledališka sezona. Je pa smešno to, da v bistvu zdaj, ko mi rečete, ne, ko se ozrem nazaj in ko se ozrem v prihodnost, res vidim, da je bilo veliko tega in da v bistvu sem res lahko hvaležna za to, da sem ves čas skakala iz projekta na projekt. Ampak občutek pa ni tak, mogoče zaradi tega, ker sem na svobodi in zaradi tega, ker nam je svobodnjakom v bistvu toliko hlastamo za projekti, da se ne uspemo ustaviti in se v bistvu protrepljati po rami in biti tako, v bistvu ti gre v redu, ne rabiš se bati, vse je okej, ampak ves čas samo hlastaš pa za novimi izkušnjami, ne? Tako da v bistvu zdaj mogoče res se lahko ustavim in ocenim preteklo leto in prihodnje leto kot dobro. No, ampak še vedno nisem zadovoljna z odgovorom, ko se konča en projekt in ena vsebina in to vam omreži vašo misel, glavo, vseh 14 ur, razen spanja seveda. Vse poletje ste delali, vem, ker sem vas spremljala. Se lahko tako skoncentrirate, da je kar cut in gremo naprej? Jaz moram priznati, da se zdaj še vedno malo pobiram po študiju Morske deklice in nisem čist z glavo še pri procesu Janko in Metka. Skrbim za to, da bom čim prej, pač potrebno veliko enega tudi počitka, veliko, jaz si recimo vzamem vedno čas ob začetku novega študija, ki je prišel takoj po koncu prejšnjega, si vzamem malo več časa zase, tudi z nekimi čist bazičnimi zadevami, kot je veliko spanca, dobra hrana, narava, šport, neke te zadeve, da v bistvu spet zbalansiraš telo, da pride nazaj, da najde svoje koordinate. Prejšnji projekt smo šponali in jaz sem še vedno zdaj v tem istem v bistvu počutju pri naslednjem projektu. Ne? Jaz sem zagnana, entuzijastična, na vajah teram, da delamo in ena stvar tukaj, da smo mladi navajeni na neko hiperprodukcijo, kar je pa slaba stran tega. Ne? Jaz vem, odkar vem zase, sem navajena to, da delam
in da v bistvu uživam v tem, da imam preveč dela, ne? Kar je v bistvu tudi konec koncev neka bolezen današnjega časa in mladih, ki živimo v blazno nesigurnem svetu in ne vemo, kakšna bo naša prihodnost in nas skrbi za to. No, ampak nocoj sem vas povabila zaradi Morske deklice in bi se vrnila spet na ta oder, torej oder mini teatra, ki sem ga doživela drugi večer po krstni premieri. V predstavi ste 4 dekleta in en fant. In seveda me takoj zanima, je bil Jure Srdinšek tisti, ki vas je zbral, ali je bil kak drugačen dogovor, se poznate že odprej, glede na to, da se vse res izjemne virtuozinje za svoje leta, pa sploh genialke, pa tudi Peter ni bil odveč, ne? Peter iz predstave. Ni bil zanemarljiv, ni bil, definitivno ne. Zbrala nas je v bistvu dramaturginja oziroma avtorica besedila Nina Kucar-Stikovič, ona je povabila mene, vse igralke, v bistvu vse sodelavce, tudi Jureta, da bo moški režiser in da bo to prav Jure, ker je v njem prepoznala eno posebno vrsto poetiko oziroma poseben odnos do dela, glede na tekst. Vse nas je ona zbrala na kup. Tudi tekst je zelo njen, zelo osebno izpovedni, deloma tudi avtobiografski, ona je zelo veliko črpala iz svojega življenja, iz ljudi, ki jih pozna in tako naprej, tako da je ta projekt res v veliki meri njen. No. Ona je že večkrat dokazala, kakšna mojstrica je v pisanju dramskega teksta. Mi zdaj novdo spremljamo torej njeno vašo generacijo, torej generacijo 2024. Kako se vi najprej, ko ste začeli prebirati ta tekst, ste imeli pogovore z Nino, avtorico, ali ste potem same študirali? V bistvu študijem smo takoj začeli. Nina nas je, mislim, da vsako od nas povabila na eno kavo, malo menila, torej, o čem se gre tekst, na kakšen način se ga loteva in tudi nam pojasnila, zakaj je zbrala nas 4 dekleta. Je pa proces potekal preko velikega števila pogovorov, kjer je bilo zanimivo to, da se v marsičem nismo strinjali. Torej, ni bilo tako ljudje iste generacije, ki so enotni v nekem razmišljanju in v neki sporočilnosti, ki jo želijo podajati. Zelo veliko smo imeli nekih debat, ki so se zavlekle ure in ure, kjer eden ni hotel popustiti glede svojega razmišljanja in drug ni hotel popustiti glede njegovega ali njenega razmišljanja, ampak tega ne jemljem, kot da to ni bilo konstruktivno. Bilo je blazno konstruktivno, ampak je bil pa pač tudi izziv v tem, da si ti sprejemal neko drugačnost. Predvsem so bili pogovori tukaj ena glavno orodje. No. V gledališkem listu piše, da gre za postdramsko besedilo, ki prej sprašuje, kako v sodobni potrošniški in prekarni družbi vzpostaviti stabilen intimen odnos, si vzeti čas in potrpljenje za sočloveka. Tako je zapisala sicer dramatičarka Nina Kucar-Stikovič, ki tudi odpira vprašanje, za koga ali kaj bi danes dali svoj glas. No, ampak zdaj moramo povedati, kaj je ta zdaj prispodoba Morske deklice. Zakaj je zdaj ta Morska deklica v pravljici in ta Morska deklica, ki jo prizarjamo na odru? Morska deklica v Andersenovi pravljici da svoj glas zaradi mladega princa, ne? Ampak nikamor ne pride s tem. Jo sicer opazi, ampak ne doseže tistega, kar si želi. In ta tekst se ukvarja s tem, kakšne smo morske deklice danes. Torej, zakaj vse ženske danes dajemo svoj glas, zakaj smo tiho, zakaj žrtvujemo neko svoje zdravo psihično, fizično počutje, zakaj si ustvarjamo neke fasade in vse te zadeve. Morske deklice danes še vedno obstajamo. Svet ni nič manj krut, kot je bil, da bi mogoče krut na nek drugačen način. Režiser vas je res ujel, en tak dialoški preplet. Ne, vi začnete v prizoritev, nas upeljete v to, mi tako izvemo, kdo ste, ne, ampak v bistvu ne dovolj. Ne, potem, ko pride te prijateljice, se pa potem iskrijo vse te vaše lastnosti, želje, vse te neke tančine vaše mladosti in zrelosti, ampak vendar tudi neke vrste naivnosti, ne? Če lahko tako rečem. To govorite za moj lik osebno? Ja, moj lik je tak. Govorila bom v imenu deklet, v bistvu odraščamo z neko podobo ženske, z neko podobo ženskega življenja in tega princa na belem konju, ki nam ga ponujajo Disneyjeve risanke in tako naprej, in odraščamo z neko podobo o naši prihodnosti, ki pa v nekem določenem življenjskem obdobju, ko začnemo odraščati, večinoma ta podoba torej trči ob nek realen zid in se to sesuje na prafaktorje in potem ne vemo, kako naprej. In potem se znajdemo v stiski in nas vkličajo, da smo histerične, da imamo krizo 30-ih, zagrabi nas panika in tako naprej. Ne. Imam občutek, da moj lik nosi neko to še vedno naivno predstavo v svetu, še vedno nekako verjame v to ljubezen od tega princa na belem konju, še vedno verjame, da moj lik je glasbenica, torej in jo
torej producent, njen delodajalec jo ghosta, kar je torej izraz, da se neha javljati v neki točki na klice in na sporočila in ona še vedno nekako verjame v to, da bo z dobrim delom dosegla to, da bo videna, da bo slišana, tako kot morska deklica in še vedno verjame v pač neko resnično ljubezen. Ne. Ima pa tudi moj lik neke ozorce iz otroštva ali iz kjerkoli, pač, ki jih je razvila. Enostavno, dokler jih ne bo odpravila tudi in ne bo jo omogočila drugačnega življenja. Mislim, tak zelo večplasten lik. Jaz sem ga tudi zelo začutila ravno prek teh nekih vzorcev, nekega razmišljanja, nekega utopične vere v neke dobre stvari v življenju. Ne. V bistvu je taka otroška oseba ujeta v odraslo osebo. No. Na začetku ste rekli, da gre tudi za veliko avtobiografskih stvari naše avtorice. Kaj pa vi, kako ste vi začutili ta lik, ste se našli v teh zadevah zdaj, tudi v tej svoji mladostni odraslosti? Ja, v bistvu zelo. Jaz sem se našla v tem hlastanju za delom, v tej pretirani ambicioznosti, pretirani delovnosti, postavljanju prioritet, ki niti mojemu liku, niti meni ne grejo v dobro, torej da je v bistvu kariera, delo, da sta vedno na prvem mestu, da se žrtvuje psihično, fizično zdravje za voljo kariere, za voljo tega, da bom boljša, da bom več naredila. Kar se tiče nekega pogleda na ljubezen, se prav tako ujamem. Tudi jaz sem sama več let gojila neke ideale, pravlične predstave o ljubezni in sem se vedno znova zatekala v neke neravno fajn odnose, dokler nisem v bistvu sama prevzela neke odgovornosti za to, kar se mi dogaja in sem se odločila, da bom pač postala drugačna in sem začela delati na tem. Moj lik se sicer ne odloči za to, pa tle sem se zelo borila. Jaz sem zelo rada konce, ki nakazujejo na upanje. Meni je upanje neka glavna sestavina življenja. Če ni upanja, kaj imamo pol? In sem se blazno za to borila, sicer pride na to samo v neki sliki, moj lik na koncu torej zapre neka vrata, skozi katera je ves čas prehodil. Mogoče bi si želela, da bi bila iz tega narejena neka večja stvar, ampak tukaj pa tudi pride upoštev neka zadeva, ki se ji reče torej kolegialnost in da se zavedam, da nisem jaz najpomembnejši člen predstave, ampak da delamo za neko zadevo, ki je večja od nas, ne, in da včasih se mora tudi moje želje igralske oziroma moje želje za lik podrediti neki večji, močnejši celoti. Ostala 3 dekleta so zelo različna. Avtorica sama govori, da je to tudi predstava o ženskem telesu, ki postaja potrošniški material in je vse bolj odvisen tudi od tega, da včasih je bila emancipacija najprej od očeta, pa potem od moža. Danes pa z vzponom kapitalizma mora žensko telo ves čas dosegati neke standarde, ne? Kar pa spet ni svoboda. Današnji svet predvsem temelji na tem, da nas ves čas prepričuje, da je z nami nekaj narobe, v fizičnem ali pa v psihičnem smislu, da je nekaj narobe z našim telesom, da naše noge niso dovolj suhe, da naš trebuh ni dovolj raven, da imamo preveč dlag, da imamo sive lase, da imamo prevelik nos, da imamo mozolje po koži, da vse nas prepričuje v to, da postanemo nezadovoljni. Vse nas napeljuje k temu, da začnemo že od malih nog, že mejne deklice začnejo gojiti predstavo, da je nekaj narobe z njihovim telesom, če bi bile sposobne sprejeti same sebe. Potem nam kapitalizem ne bi mogel kaj dosti in ta potrošniška družba. S tem pa pač, da imamo ves čas predstavo, da nismo takšne, kakršne bi morale biti, pa seveda kupujemo vedno več izdelkov za to, kupujemo karte za fitness in podobne zadeve. V resnici niste tako različne potem, ko so šli na kavo, ko niste bile več v teatru? Zelo smo različne. Zelo smo različne si med sabo, se pa v bistvu dogaja to, da se spopadamo s podobnimi razmišljanji, s podobnimi situacijami, ki nam zastavljajo neka določena vprašanja. Drugače gledamo na neke zadeve, drugačne odgovore iščemo potem na ta vprašanja, na drugačen način se spopadamo s temi vprašanji. Smo pa usklajeni v tem, da vse čutimo nek pritisk družbe in nek pritisk strani družbe, ki nam govori, kakšno življenje bi morali živeti in kakšne osebe bi morale postati. Sploh zdaj, ko se vse bližamo 30, to je sploh ta 30 so velika 30. Sploh so ta vprašanja, ki začnejo porajati o stabilnosti, o partnerskih odnosih, o družini in tako naprej. So bili zelo zanimivi pogovori na to temo. Znotraj predstave pa so tudi zanimivi pogovori seksualne svobode, ne? Veliko govorite o intimnih odnosih, pa o tem, kako so postali precej izbirčni in to je bilo zelo zabavno.
kontekstu teksta ali mislite, da je to zares tako v realnem življenju? Jaz moram reči, da tukaj spet sem imela s tekstom mogoče nek odmik osebno sem imela od teksta, da zame je bil spolnost vedno del odnosa, nikoli nisem tako kot naš lik Eve v predstavi dojemala seksa samo zaradi seksa samega. Ne. V bistvu zame je bilo to nek fenomen. Sem tako, so ženske, ki to jemljajo na tak način, so ženske, kar se mi zdi popolna seksualna svoboda, kot smo že rekli, in pravica vsake ženske, ampak meni recimo to ni bilo blizu. Ne. Jaz sem pač še vedno, kot moj lik, tudi malo naivna v tem smislu, da še vedno spolnost dojemam kot neko izkazovanje ljubezni in ne kot sredstvo za doseganje nekega lastnega zadovoljstva, sebičnega zadovoljstva, recimo, ali nesebičnega. No. Sam študij predstave je bil izjemno naporen. Koliko pa ste res uživali? Kdaj ste začeli uživati? Bilo je zelo težko, moram reči. Bil je kar težek študij. Bil je težek študij sploh zato, ker smo čutili tudi vse veliko odgovornost in do tematike, ki jo obravnavamo, in do svojih likov in do sporočilnosti, ki jo širimo. Mogoče na momente tudi Sizifovo delo, ki se je potem izkazalo, da ni Sizifovo, ampak da se vsem pač nekam usede, je bilo zelo je bilo naporno, zelo je bilo težko, tudi seveda nam je pol razni covid in gripe so nam otežili sam proces dela, smo v zadnjem tednu v bistvu postavili predstavo, smo se kar namatrali, ampak ja, znotraj tega pa so bili tudi momenti. Zelo je bilo lepo, da smo se povezali ženske med sabo. Vse so bili tudi moški zelo pomemben del tega procesa, ampak predvsem je bilo lepo začutiti nekaj, česar danes ni veliko, in to je ta v bistvu ženski kolektiv. Ne, da smo si nasprotnice, ne, da smo ljubosumne ena na drugo, ne, da si želimo slabo, ampak res ženske, ki želijo nekaj povedati o svojem položaju v tem svetu in ki želijo deliti s publiko in z ostalimi pač kakšno je naše počutje, ki je pač univerzalno. In je bilo v bistvu zelo osvobajajoče delati v eni taki ekipi. Zelo lepo. Starejše generacije niti ne vemo, kaj šele razmišljamo, s kakšnimi problemi se soočajo. Mladi se soočate, ve na odru kot igralke in tudi osebno. Čeprav se mi zdi, da so mi ti liki bili zelo blizu. Ne? Moram vas vse skupaj pohvaliti, torej skupaj ste vi kot Lija, pol je Eva, Sirena, Megi in pa seveda Peter. Robert Walter mi je rekel, da je bila ta energija, ki so jo ve vnesle, oziroma vi vsi skupaj kot ekipa z vajami na oder mini teatra, da je bilo res nekaj enkratnega in popolnoma drugačnega, odkar sploh obstajajo vaje in predstave v gledališču. Ne. To se mi je zelo zanimivo slišati od enega mojstra. Meta Hočevar pa mi je enkrat prav v tej moji oddaji dejala, da je vsaka generacija, vsak prvoletnik, ki ga doživi, vedno vsako leto znova in znova, da je drugačna od tiste prejšnje. Ne. Kako vi opazujete te generacije, ki so zdaj za vami? Pa meni se zdi, da nekaj, recimo, ravno to, kar ste rekli, da mogoče se nam na prvi vtis zdi, da smo si različni, ampak mislim, da se sploh med ženskami z generacijo v generacijo prenašajo zelo podobne občutja in zelo podobne stiske in zelo podobne frustracije. Naven se mogoče zdi sploh zaradi tega, ker smo mi, torej otroci tehnologije in abnormalno hitrega napredka in otroci socialnih omrežij in nekih obrambnih mehanizmov in tako naprej, se mogoče naven zdi, da temu ni tako, ampak potem znotraj recimo tudi ta predstava, to mi je lepo slišati, kar ste rekla, da se nekako najdete s temi liki, da je to ravno v bistvu ta čar, da se to v bistvu nikoli ne neha, ne? Da je to neka stvar, ki v bistvu kljub nekemu napredku, kljub temu, da pač se dogajajo spremembe v svetu in da gre vse naprej, neka občutja ostajajo iz generacije v generacijo, ki si jih delimo. Recimo, jaz sem mojo mamo, preden je prišla na premiero, sem jo poklicala in sem ji rekla, mami, mogoče te ne bi na to premiero vabila, mislim, da se ne boš našla v tem, mislim, da ti ne bo všeč, mogoče lahko to premiero spustiš. In spomnim se, da mi je še klicala na dan, rekla je, da bo prišla, in potem me je klicala na dan premiere in rekla, misliš, da res mogoče ne bi prišla. Ne? In sem ji rekla, da zdaj imaš že karto, pridi. Moja mama se je tako smejala, da
jaz nisem videla še njenega obraza toliko nasmejanga po koncu. Nasmejanga, pa hkrati je imela momente, kjer je jokala. Jaz njega obraza še nikoli nisem videla takšnega, kakršen je bil po koncu premiere. Ko mi je rekla, da razumem, o čem govorite, točno razumem, uporabljate svoje izraze za to, ja, drugače to plasirate, kakor recimo smo mi v vaših letih, na drugačen način, z drugačnimi obrambnimi mehanizmi, samo ironija, sarkazem, sta eni dve taki zadevi, ki mislim, da ste značilni za našo generacijo, ampak skupno je pa neko jedro, ta nek občutek ujetosti v neke okvirje, ki se nikoli ne konča. Vi, Gaja, ste doslej že večkrat nastopali v mini teatru, jaz sem vas gledala v predstavi Dnevnik Ane Frank, pa v knjigi o džungli. Kolikokrat ste pa zares nastopili v mini teatru? Dnevnik Ane Frank, knjiga o džungli, Snežena sestra in zdaj Morska deklica. 4-krat, ja. Kaj pa bil tisti pravi začetek? Kdaj ste v bistvu začeli z gledališčem? Z gledališčem precej pozno, s filmom sem začela pri 15 letih, gledališčem pa v bistvu v 3. letniku gimnazije sem v bistvu samo malo okusila, kaj približno pomeni gledališče, ko smo na gimnaziji Poljane postavili na oder Strniševe Žabe, zares pa šele na akademiji in takrat sem se tudi zaljubila v gledališče. Torej ni bilo kakšne druge študijske alternative? So bila neka razmišljanja v teh smereh, ampak v bistvu neka moja življenjska filozofija mi ni pustila, da bi se poglobila v te opcije B, C, D. Jaz sem rekla, da enostavno, zakaj bi razmišljala že zdaj o nekih alternativnih opcijah, če je to moja prva opcija. Nisem šla na spremne izpite, če mi boste vi rekli ne, bo pa konec mojega sveta. Jaz sem šla z nekim zavedanjem, da sem nekaj že naredila. To, da če mi rečejo ne pomeni, da sem slaba ali pa nimam nobenih možnosti. Samo da pač v nekem momentu niso v meni videli pravega materijala za akademijo, kako naj se izrazim. No, ker so zdaj v Mariboru in ker je tukaj tudi prva uprizorica naslednja Janko in Metka, sem potem prebrala v gledališkem listu, da je Janko Petja Labovič, ne? Sodelovali ste skupaj že v TV seriji, TV novela. Tam nisem imela veliko skupnih scen, bova pa zdaj igrala v obeh uprizoritvah, Janku in Metki, potem pa sledi še en proces od novembra dalje, ki je pa Jančarjev roman. In ljubezen tudi. Cela Slovenija je navijala za vas v TV seriji Skrito v raju in vaša ljubezen je Marko, igra ga Matej Zemljič. Videla sta bila skupaj v filmu Posledice, ne? Ja, ampak jaz se ne morem kaj preveč ponašati s tem filmom, ker sem imela zelo malo vlogo tam notri, tako da se niti ne štejem se kot del ekipe. Jaz sem v bistvu en zelo majhen in skoraj nepomemben člen tega filma. Govorila o tej slovenski TV seriji, ampak vi ste delali tudi nekaj za BBC? Tako, pri 18 letih v bistvu se je zgodilo to, da sem dobila vlogo preko agenta BBC-ovi seriji Love, Lies and Records, kjer sva igrali skupaj s Katarino Čas. Potem kasneje se nam je pridružil še Akira Hasegawa, burno obdobje, ker sem istočasno upravljala maturo in spremne izpite za NAGRFT. In mislim, da sem celo zaradi te izkušnje uspešneje opravljala izpite za NAGRFT, ker mi je ta izkušnja za neko tako veliko hišo v bistvu mi je dala neko dobro samozavest. Kaj pa se je zgodilo s tem agentom? To je pa kar boleča rana. Jaz sem imela veliko dela v Sloveniji. Jaz bi morala njega obveščati o vseh projektih, ki sem jih imela tukaj in v eni točki je bilo teh projektov toliko, da sem ga jaz nehala malo obveščati o tem. In se je v bistvu zgodilo, da kadarkoli sem naredila audicijo in sem dobila callback, nisem mogla leteti nekam, zaradi tega, ker sem imela tukaj odgovornosti, imela sem predstave, imela sem snemanje in tako naprej. In ko je prišla sploh serija Skrito v raju, sva nekako morala iti na neko pauzo, zaradi tega, ker nisem mogla delati leto, pa sploh nič zunaj. Ne. Tako da ga imam namen kontaktirati, pa preveriti, če ima še sploh željo sodelovati z mano, ker mislim, da sem mu povzročila kar nekaj gorja, ampak bomo videli, ja. V zvezdniško nebo mladinskega filma se vas pa ponesla dva filma, Košarkar naj bo 1 in Košarkar naj bo 2, ki slednji dobil tudi nagrado, ne, vi prejmete nagrado Najsvetlejša zvezda Oriona, ne? To je nagrada, ki jo podeljuje AIPA vsako leto in vsako leto izmed najbolj gledanih projektov izberejo v bistvu enega moškega in eno žensko igralko, ki potem dobita nagrado. Torej v ceni žirija, kdo se jim je zdel, da je najbolj presegal neka pričakovanja in se najbolj izkazal v svoji vlogi. Tako da sem bila zelo počaščena. Isto leto sva ga dobila z Matejem. No. On je dobil za, mislim, da Najine mostove, jaz pa za film Košarkar naj bo.
Ali vas je Boris Petkovič našel ali ste šli na avdicijo? Poklicala me, ne vem točno, kako je bilo, poklicala me je v bistvu Urška Đukić, režiserka, ki je takrat kot asistentka sodelovala zraven. Jaz sem bila na avdiciji za njen kratek film in sem prišla v ožji zbor in potem ne vem, me je ona predlagala ali me je Boris najdel in dobila vlogo kasneje. Ta dva filma pa je bilo doživetje, ne? Ja, je bilo kar doživetje. Ja, to so zelo lepi časi, no. Zdaj me pa res zanima, čisto za konec najnega tega prvega srečanja, če bi zdaj dobili eno tako vlogo, bolj zahtevno, resno vlogo za film, pa vse to, kar vas čaka zdaj v gledališču, bi bilo pa težko, ne, da bi odbili. Mislim, da se vedno da najti prostor. Jaz bi se tega blazno razveselila in tudi to recimo, da imam jaz zdaj 2 projekta in da imam kar polno sezono, to še ne pomeni, da ne bi imela časa za snemanje, vedno se najde. Blazno smešno je to, da v momentu, ko veliko snemaš, te umetniški direktori gledališč recimo odpikajo oziroma ti nadenejo nek križac, da itak nimaš časa, ker samo snemaš. In to sploh ni res. In istočasno recimo filmarji, ko si ti veliko gledališču, ti nadanejo neko oznako, da nimaš časa za snemanje. Ne? Če igraš v nekih televizijskih serijah, ti mogoče dajo oznako, da te ne zanimajo resni projekti. In se mi zdi, da teh oznakic bi se počasi morali znebiti in se zavedati, da igralci v našem prostoru pač želimo delati in lahko delamo več stvari hkrati. Ni samo gledališče ali pa samo film tisto, kar te popolnoma obremeni. Lahko delamo marsikaj. In to recimo, da imam jaz to sezono precej polno, kot sem že rekla, ne pomeni, da ne bi mogla sprejeti kakšne take vloge. Zelo sem odprta in zelo si želim sodelovati s slovenskimi ustvarjalci, gledališkimi in filmskimi. Gaja, vse dobro in hvala za pogovor. Moja gostja oddaje Protetus Sveta Dež je bila filmska in gledališka igralka Gaja Filač. Ti želim vse najbolje in čim več uprizoritev, da bom lahko tudi sama videla. Lepo vabljena na vse prizoritve. Evo, tako. Adijo. Adijo.